Ja, John Bon Jovi in You Give Love a Bad Name. Ja, lahko bi rekla, da je mogoče tale naslov komada kar primeren za mojega današnjega gosta, ker danes mi lahko zavida marsikatera, ker Žana je Šuši ujela. Dobro jutro na Radio Fantasy, z vami sva Šuši in Žan Serčič. Dobro jutro, fantasyjevci. Kako si, Šuši? Jaz sem super, kaj pa ti? Ja, jaz sem tudi super, ampak ne bi se strinjal, da I give love a bad name. Mislim, Kako to misliš? Kako to glede misliš na tvoje zdaj? spote in komade, Ja? ne, mislim si Kaj? marsikera misli kaj svojega. To pa si sigurno, saj si vsak lahko misli. Čeprav ne. Vem, da si imel na parih koncertih tako zelo prosojno majčko, tako da tam se je skoraj vse čez videl, Ja, no pri hlačah ostaješ netransparenten. ja, zaenkrat. Zaenkrat, ok. Dajva biti malo resna. Brez veze, biti resen. Ne, no, daj, no, Ker čakaj. je vse skupaj samo Ker hec. končno je napočil trenutek, ko lahko rečem, Žan jih ima skoraj 30. Sicer ne še, malo ti še fali. Čist malo. Koliko še imamo, 2 meseca? Ja, še 2 meseca. Malo manj kot 2 Malo meseca. manj kot 2 meseca. Bikec. Ja? Ti? Ja. Jaz sem 30 že prerastla. Kaj pa si ti? A si Škorpijon. bikec? Ne, škorpijon. si ti. Tako da lahko se gremo pa tu v igrice, veš. Ne, Ne? nočem. Nočeš imeti opravka z mano, Ne, škorpijoni? ne. Na splošno mislim, da nisva preč kompatibilna. A? Tako bom rekel. Nič ne bo. Okay. Dobro, še malo resnosti. 30 še nimaš, še. Ja. Imaš pa za sabo 15 let karijere. Ja. Daj strni zdaj teh 15 let karijere v par stavkov. Par stavkov. Tako lahko bi eno besedno zvezo vzel, vlakec smrti. A veš, Ni ono- bilo tako hudo, no. A veš, ko Ne greš gor in se pretiravaj. sedeš in si v Gardalandu in se voziš. Je. Vzponi in padci in nikoli ne veš, kaj te čaka za A naslednjim kdaj si imel ovinkom. padec? Kar nekaj jih je bilo. Nobenega se ne spomnim na odru, te še nismo videli, da bi A, se kaj vidiš? kotalil. Enkrat sem padel na odru tudi, ja. Si? Ne, a veš, govorim o teh padcih v smislu, nekateri komat je manj uspešen, bolj uspešen, nekatero obdobje je manj uspešno kot drugo, nekateri festivali, na katerih sem se udeležil, so bili zelo neuspešni in tako naprej. Tako da Mislim, da to se noben več ne se spomne. veselim, ful sem vesel, da se ne, da nekako ti trenutki so vedno nekako del mene in se jih spominjam in niso nekaj, kar bi se sramoval, ne, a veš, ampak je nekaj, od česa sem se nekaj naučil in sem Seveda. zrastel in je zdaj po 15 letih, ko lahko pač pogledam nazaj in rečem, wow, ker ena pot je za mano. In najbolj sem vesel in hvaležen za mojo publiko, ki je tu zdaj že 15 leto in ki raste z letom v leto. in Pa starostno imaš tudi, lahko rečem, tako zelo širok razpon. Ja, se mi zdi, da še pred leti je bilo tako, Žan Serčič, njegovi koncerti izgledajo tako, da so mlade punce samo tam. Ne. Seveda so mlade punce Mlade mamice. tudi na koncertih in tudi mlade mamice so na koncertih, ampak tudi možje so na koncertih in tudi samski Seveda. fantje, ki so poštekali, kje so punce, so na koncertih. Ne? Okay, ampak če recimo se zdaj mogoče malo obrneva nazaj na tvoje življenje in preteklost, kaj bi postal, če ne bi bil glasbenik? Kaj si vedno želel? Veš, da nikoli ni bilo plan B za mene. Ne? Ne, nikoli. Samo glasba je bila nekaj, kar sem vedel, da želim delati. Nisem vedel, kako, nisem vedel, da je to nekaj, če se bom lahko živel, ampak vedel sem, da nekako se bo to poklopilo in zgodilo. Nekako moraš verjeti najprej, preden se ti zgodi in preden lahko mogoče kdo drugo verjame vate. Jaz mislim, da je tako. In sem nekako vesel, da je to uspelo. Tako da nimam pojma, s čem bi se ukvarjal drugim. Dobar, šolo, kako imaš končano? Grafični oblikovalec. Se veš, Instagram, Facebook, storije je treba narediti. Recimo, ne. Okay. Žana Serčiča bomo danes ponudili tudi, da bo en story sam si ga naredil, ker mora malo pokazati, kaj so ga v šoli naučili. Če se pa vrneva nazaj na tvojo 15. obletnico, zaokrožil boš sicer s koncerti, to še malo pustva, nov komad je zunaj. In daj povej malo, od balade si zavil malo kroku, kje si izgubil punk? Nisem izgubil. Vse je del tega, vse je del te prosim, primesi. sam tole. Kaj? Ne, mislim,
Kak cukrno. A si videla fotkice na Instagramu pa na Facebooku? Facebooku? Ja, čakaj, to bom zdaj pokazala še našim poslušalcem. Da, nujno pokaži. Sem, da jaz tole zdaj Vsi, ki najdem. niste videli, lepa kvaliteta je na mojih socialnih omrežjih in tu se prav vidi preskok. Ne? Ja, evo, tu je, najprej je bila klasična kitara in tu sem odkril električno kitaro in pol takoj, zdaj pa strajam neko kapco, čakaj, jaz strajam neke črtasto majico, čakaj, zdaj to pa več Avril Lavigne style, ne? Več, ja. Avril Lavigne, Green Day, Sum 41, ta nek punk rock era je bila takrat popularna in smo jaz in mojih 5 frendov to poslušali edini. Se spomnim takrat v generaciji in smo bili, kaj z vami? Ja, lej, kar se mora, ni težko. V glavnem, Žan, a si za to, da midva dava tvoj plamen in kri? Da ga zavrtiva. Jaz sem vedno za to, če si ti za to, da sva plamen in kri. Seveda snija stardeča, ne? No, v glavnem, dragi poslušalci na Radio Fantasy, z vami torej Žan Serčič in njegova nova Plamen in kri. Ja, v današnjem jutru sva z vami Šuši in Žan Serčič. Kura sem se najdla dobro zamenjavo za Janko, te? Jaz malo Janko te pogrešam, sicer ne. Se ne, da ti nisi v redu, ampak vajen sem vaju obeh v studiu. Ti. Dan se boš zadovoljil z mano, čeprav si rekel, da nisva glih za skupaj. Bom se. Dobar, ja. Žan, letos praznuješ 15-ko. Ja, karijere. Mislim, karijere, ja. Pa 30-ko. Pa 30-ko, to bo fešta. Ne rabiš me pomladiti. To bo fešta. Sem reka bo? Misliš, da bo? Ne vem, ja, mislim, jaz je ne bom postavil, zdaj pa ne vem. Ja, seveda jo boš ti postavil, ti boš mogel v luknjo kopati. Ok, ja, mogoče, ja. Lej, vse se lahko zgodi, pustimo, mogoče ti bom pripravil tudi nekaj. Ampak hotela sem ti povedati, da zdaj smo slišali v bistvu tvoj nov komad Plamen in kri. Obletnico zaokrožuješ s koncerti. Začneš v Cankarjevem domu, v Galusovi dvorani in potem nadaljuješ v Križankah septembra. Kaj pa stožice, jih puščaš za 20-ko, 30-ko? Mogoče. V bistvu lepo si rekla, ne, da imamo dva zelo lepa in velika koncerta letos in Galusova dvorana. Cankarjev dom je že razprodan bil 3 mesece prej in sem to res presenečen in hvaležen moji publiki. Ampak celo leto imamo eno tako lepo turnejo, 15 let navdiha smo dali ime tej turneji in so koncerti vse posod. Recimo imamo v soboto v Novem mestu koncert in imamo v Izolo, imamo Škofja Loko. Po celi Sloveniji. Po celi Sloveniji in nekako vrhunec te turneje je 26. septembra v Križankah. Ta še ni razprodan koncert. Še je nekaj kart na voljo? Smo pa lani imeli že Križanke polne in je bilo res noro in zaradi tega sem rekel, ok, hočem to še enkrat ponoviti v Križankah, ampak pripeljal bom še večjo zasedbo, še več ljudi. 15 nas bo zdaj na odru, vključno z godalnim kvartetom in z brass sekcijo in z vsemi. Torej spektakel. Ja, in je to nekaj, kar bi rad dal moji publiki za teh 15 let. Zvestobe, to se tako sliši. Imaš tudi kakšne kartice zvestobe? Ja, v bistvu zbiram nalepke, veš, 10 koncertov, en je gratis. Ne? A si predstavljaš? Marketinška poteza, mislim, da bi bil prvi v Sloveniji, ki bi to naredil. Mojemu marketingu bom pisal. Zdaj. Roka, ker jaz imam procente. Hvala. Ok, ja, imaš prav. Mislim, absolutno, jaz imam procente. Absolutno. Ker smo se to zmislili. Ampak je pa ena stvar, ne. Si ker najbolj vroč in najbolj zaželen glasbenik na naši sceni, ne? Priznaj si, lažje ti bo. Vedno, ko nekdo to reče, se malo... Zrasteš za 2 centimetra. Ne vem, kaj to pomeni v resnici, da si vroč, ne, ampak jaz sem... Hvala, vsekakor hvala. Vsekakor hvala. Ja. Bačato sva se že probala učiti, pa nama ni šlo, ampak bova ponovila. Ja. Salso znamo. Dobar, salsa najti bo. Okay. Ampak me pa zanima, pa če vse ena iz ljubezenskega področja, a sploh lahko najdeš ljubezen svojega življenja, glede na to, da koliko žensk pritiska na tebe vsak dan, ti verjetno piše, te zalezuje. Zalezuje me. Mislim, kako sploh ohraniš svojo zasebnost? Mislim, da ni tako hudo, kot si mogoče kdo predstavlja. Vseeno živimo v Sloveniji, nisem jaz ena svetovna ali pa ameriška zvezda, ne? Še, bravo, hvala, da verjameš vame, vidiš. Ampak je z veseljem, če recimo sem v svojem privatnem času, ki je v javnosti, nekdo prije in pristopi do mene,
na nek svoj način, včasih je ta lepši, včasih malo drugačen. Kako fajn, Žan vedno pride k meni, jaz ne rabim k njemu. Vidiš, ja, vse res. Vedno naredim fotko, zelo rad spregovorim par besed za vsakim, tako da ni mi glih težko, no. Ta bom rekel. Ok. No, zdaj, ko nisi glih direkt odgovoril na vprašanje, ti bom... Zdaj sem delno odgovoril sam na vprašanje. Delno, ja. V bistvu jaz imam tukaj par vprašanj naših poslušalk. Fora tem, da jaz ponavadi zardim, ko to berem, ker je res tak... Ena so sporna. V bistvu naša študentka Nina Lampret sprašuje, če ima kaj šans pri tebi. Nina Lampret, vedno imaš kaj šans pri meni. Mogoče bo kak duet, ona je tudi pevka. Saj zato, imaš. Nina, si čula, imaš, javno priznal. Okay. Tegaj, zapoj nekaj v story in tegaj, da slišim. Top shit. Jo pa vseeno zanima še ena stvar, ki ni tako sporna. A so tvoje pesmi namenjene točno dotični osebi ali je to pač spontano pride od sebe? Zelo lepo vprašanje, dobro vprašanje in ne, niso. Moje pesmi so namenjene vsem, ki se v njih najdejo in z njimi poistovetijo. Ampak bom pa dodal to, ne, ker iskreno odgovarjam zdaj, da sigurno neka dotična oseba, ki pride v moje življenje v nekem določenem času, a je to bilo, a je to zdaj, a je to kakorkoli, to vzbudi te emocije. Ne. Pa tudi ni nujno, da je ta oseba v moje življenje prišla, ampak mogoče sem slišal zgodbo od nekoga, mogoče je to neka tretja osebna zgodba. Ampak s temi stvarmi, ki se resnično zgodijo, na take stvari se mogoče najbolj lahko mi umetniki primemo, pa lahko iz tega črpamo inspiracijo. Ok. Zdaj, ker naj jo seveda preganja čas, nažalost, ker si malo zamudil in se veš, mi smo na sekunde. Vem, priznam. Tudi tvoji koncerti so na sekunde. Priznam, Ampak ker smo vsi na sekunde, daj mi povej, na koncertu se ti je že kdaj zgodil, da se ti je začel kovcati? Sred koncerta? Ne. Okay. Ne, se mi ni. Kaj pa, da te je fulula tišal? To pa ja. In kaj si naredil? Pauza? Ni bil moj koncert. Takrat sem igral še kot kitarist v enem drugem bendu in sem vmes smuknil dol z odra. Si lahk? Ja, sem lahk. Sem tako naredil, da se ni nekako opazilo preveč. Ampak se mi je pa ena stvar zgodila med mojim koncertom. In sicer imel sem ene elegantne hlače, brez pasu, bile so na vrvico. Aha, okej. In so mi bile grozno prevelike te hlače. Jaz sem pač skozi to vrvico zavezal in nekako so se odvezale med koncertom. In jaz sem se vstal in skoraj so padle čist dol. Oh my god, če ima kdo Pač kdo sliko tega, prosim, dajte poslati ali pa nas tagerite. Kakšne boksarce si pa imel v spodnji? Mislim, a si sploh imel kaj v spodnji? Ja. Ne, brez gad sem nastopil. Ja. Ja, ne vem, lej. Črne boksarce, po moje. Ok. Mogli bi biti neke bolj ekstravagantne, ne? Imaš prav. Lej, za vsak slučaj mogoče naslednjič, ko greš na oder. Lej, mi dva vedno, ko smo skupaj nekaj zbrainstormamo, neke ideje, neke marketinške fore. Lej, jaz tudi vem, da ta komad si napisal za mene, ki je naslednji. To je lahko sam nor sem nate, ne? Res. Vedel sem. Tako da, Žan, lepo je bilo s tabo. 30 sekund brzina, povabi še hitro vse poslušalce na tvoj koncert. Šuši, hvala lepa, tudi s tabo je zmeraj lepo. In vabljene si tako ti, kot vsi, ki to zdaj poslušate. V Cankarjev dom vas več ne morem povabiti, tako vas povabim na vse ostale koncerte. 26. septembra je pa vrhunec turneje. Vse ostale termine najdete na žanserčič.si. Vidimo se pa v Križankah, če ne prej, in hvala vam, da poslušate moje pesmi. Ej, kje pa praznujemo 30-ko? 30-ko pa ne v Lovskem domu, ampak v Cankarjevem domu. Ok. Tako da, dajmo mu vošiti, no, za rojsten dan. Sam ne smemo prej. Cankarjev dom je april. Počakajte. Ja, ne smemo. V glavnem, tvojo 30-ko bom zvohala, kje bo, pa ki mu bomo postavili smreko. Mi bomo zraven, sem se odločila. Žan, lepo bodi. Enako, Šuši, Čau. čau.